Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, en lep pozdrav iz Benečije. Sem pot končal, jo zdaj šele začenjam. Tonca Lukežu razmišlja. 10. februarja bo kot vsake leto dan spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre in Dalmacije. Prav je, da ne pozabimo zgodovine druge svetovne vojske. Žal, odkar so ustanovitelj dan spomina, te pravi zgodovini nije bilo videti nanča sjence. V glavnem pa je vse tole postalo priložnost za propagando nezgodovinske teorije neke neresne vrste desnice. Zgodba, ki jo stalno ponavljajo, je več ali manj tela. Kar se je vojska končala, Tito je te vzet za Setrst, Gorico in celo Furlanijo. Zato so partizani začeli ubivati in prehanjati vse Italijane, ki tolega niso hteli. Načrt desnice se mi zdi jasen. V drugi svetovni vojski, te najbolj hudi so bili partizani komunisti, in Italijani so morali potrpijati. Bolj čudno zgleda, da tudi puno od tistih, ki pravijo, da so levičari, se strinjajo s tolem. Tle razlog je malo bolj čuden, pa še vedno zadost jasen. In lep kos italijanske levice neče imeti nič skupnega z besedo komunist. Kar je mora biti tudi razumljivo, ali pa ne. Zaki na ten dan spomina, na primer, se nas spomnimo tudi, da je fašizem prinesel vojsko v Jugoslavijo, da so imeli Jugoslovane za žvine, da so zažgali vasi, da so imeli posebna koncentracijska taborišča za nje po celi Italiji, ali pa da jugoslovanski partizani in Italijani so se v kakšnem primeru borili kupe proti fašizmu. Ne samo tle blizu meje, pa tudi dol, v južni Italiji. Ja, ker tole nanča se navija po talji, napišejo tole nanča bukva, ki jih imajo v šolah. Politiki se splača več povedati, da so Slovani hudobni in Italijani dobri, da ne bi bilo treba obračunati svojo zgodovino. In tako rasejo mlajše generacije. Tle v Benečiji so začeli tako delati že pred koncem svetovne vojske. Ko so partizani od beneške čete in angloameričani osvobodili Čedat 1. maja 1945, so se po ulicah veselili in hodili z dvignjeno glavo kot osvoboditelji, in vsi republikini, tole pride reč, vojaki nacifašističnega režima, ki so se za tisto priložnost samo dobesedno preoblekli. Od takrat mi, ki tle par nas se imamo za Slovence, zgodovino študiramo sami. Drugi poljubi, drugi objemi, druge... Sem plačal za obleko, za mleko polito, čik sem pokadil, za kruh, ki sem jedel. Plačal za solze, na smehe na vrhu, plavat po morju in zadihat po svoje. Plačal na boje, za streljat po zraku, boha duše. Od Davida do Davida. Na to z nami so David Kronič in Davide Tomažetič, ki jih že lepo poznate, za ki zavoj BK Evolution, če ne druzehama, zavoj Benešure, zavoj puno drugih bendov, zavoj se ima beneške pjesmi in u italijanštini bi se reklo ki più ne ha più ne metta. Ma imamo tle znamna zoza, ki društvo Beneške korenine je zdaj prestopilo v roke Davida Tomažetiča. Kad nije tako Davide, ti zdi dugo let predsednik, si prepejil Beneške korenine do BK Evolution. In zdaj smo pustu komando, recimo, ne? Kaj je menjalo v vaši skupini? V naši skupini je menjalo, da smo tako se med sabo pogovorili, da bi bilo dobro, da je kot skupina BK Evolution pomagamo tudi mladim, ki će se ukvarjati
predvsem z lahko glasbo. In zato smo tako decidili, da razširimo članstvo in da pokličemo v naše društvo tudi člane drugih bendov, ki so nastali recimo v okviru glasbene matice, v okviru Inštituta za slovensko kulturo in tako dalje. Saj lepo veste, da tukaj prostori, ki nam dajo na razpolago prav inštitut, smo jih uredili tako, da bi prav zgradili en studio, kjer bi lahko tudi taki bendi, ki igrajo tako z vrste glasbe, ki je tako recimo kjer se igra na glas, da imajo... Kjer sosedi se ponavadi pritožujejo, ja, da bi imeli en prostor tako lepo urejen, kjer bi lahko igrali in vadili. Pametno pa se mi je zdelo, da prevzamejo zares najbolj mladi, da prevzamejo odgovornost tega društva. Saj društvo je vedno društvo Beneške korenine, v okviru katerega so sprva recimo igrale, pele Beneške korenine, skupina Beneške korenine, pevska skupina, in potem iz katere je nastal band BK Evolution. Zdaj z Davidom pa imamo v načrtih, da res bi razširili to zadevo na vse bende, kako sem že prej omenil, in da bi dali pomoč vsem, ker vemo, da združeni imamo gotovo več moči. Davide, torej, ti bi bil, anzi si, te najbolj mlad predsednik naših društv, če gledamo. Torej, ti mlad predsednik, to če se bolj mlad kot ti, Martina Marmaj mora biti. Ecco, recimo, tam smo, Martina Marmaj, kot informacijo, vodi skupino Mladi Benečani. In kako je imeti odgovornost, Davide? Odgovornost? Za čemu? Za me, koncu je menju tek podpišem, a delamo nima razkup, tako da ni da čujem to veliko težo za reči, In koliko skupin imata v vaši skupini? Sada 4, sigurni, da se bo videlo. Ja, poleg naše, ne? Ja, smo BK Evolution, Blue Fingers, Evil, so Sons of Agan, in zdaj tudi gledamo z ostalimi tek. Kolbak, ne? Ja. In Kolbak, ki so najmlajši. In to, kar je važno, je pomembno reči, da so prišli noter tudi prijatelji z Levka, saj skupini Blue Fingers in Evil so mešane skupine, tako da ideja tudi razširiti malo naš prostor, saj itak, ko je kakšen nastop, kakšen koncert bendov, kar je Senjam Beneške pjesmi tudi, smo vedno mi, ki v glavnem sodelujemo in prav, da imamo tudi to priložnost, da bi nekaj... V naše doline so imeli vedno, da ne vem, če je načrt, če smo mislili, da delamo tu ali ima telo čezmejnost, tele stike smo jih vedno imeli in sada le ratavajo saldo buj tesni, saldo buj močni, in tole mi se pari na zelo velika rijeca, ki se širimo v teritorij, se miješamo, ratuvamo rase gunšalma. In to, kar je treba počrtati pri nas, da s to recimo akcijo, ki smo naredili, zdaj je postalo še bolj kot prijete to društvo, mladinsko društvo, čeprav smo starejši člani, še vedno člani, ampak zdaj v glavnem večina članov so mladi, ki imajo recimo pod 25 let. 25 niti, torej in tudi vodstvo
je sestavljeno samo iz mladih, ne? Ker poleg Davida so tudi ostali so še mlajši kot on, verjetno. In to je dobro, ker konec koncev smo rabili tudi pri nas eno tako mladinsko društvo, ki se ukvarja s problemi mladine, ne? In verjetno zdaj v načrtih imamo, da bi se razširili tudi na druga področja. Ni rečeno, da mladi imajo radi samo glasbo, ne, so tudi druga področja, konec koncev. Se bo videlo. Veš, kaj mi je všeč, Davide Klodič? Da se ni zbal pustiti to je delovanje, takaj lijete dejavnosti v roke drugih. Tole izbijala, da bi lahko bil vzgled za puno naših predsednikov. Ti misliš, ne, ker jaz potem konec koncev mi smo demokratična skupina, ko smo rekli za nič, ne, ampak potem kontroliramo, ne. Ne, recimo ne. Je demokracija, kjer vsi člani lahko naredijo to, kar mi hočemo. Pa je Ne, po resnici povedano, nije tako, ne, imaš prav, v smislu, da mi, ki imamo nekaj več izkušnje, ćemo predati izkušnjo mladim, nećemo ih pustiti same, ne? Bravo, Davide. Tole je Ecco, a sada lei, Davide, vem da ti slediš, letos bo spet senjam beneške pjesmi in prva točka telih srečanj mladih bendov je krupno srečanje, ki bo 14. Kornelijesa. 16. Ja. In koliko skupin, kako bo telo krupno srečanje? A samo 4? Letos 4 skupin. Ja, vsi pravijo, kar jih je 5, da jih je preveč, kar jih je 4 pravita, da jih je premalo, snavjen. Moram reči, da se jih ne udeleži, tako za me je vse dobro. Pa rada, da sta, da sem šlapata in da igrata. Kar je važno in kar mislim, da bi lahko še povedali. Kar je važno je, da pride kakor mladina poslušati. Za me prva reč, ne. Zak. Ja, torej, tiste je vse smisel tega je tole, kaj če se da se združita, da se všapata in da imata možnost igrati, da ki imeti samo vaje tle spodaj v tisti mali dvorani nima smisla. Ne, je premalo. Bi lahko povedali. In še eno reč zelo važno, kaj se kuha v loncu Baka Evolution, čujem, vaje. Prosim. Ali predsednik, ali bivši predsednik, odprita tiste usta, povijete nam. Ja, kaj je za reči, nekaj se kuha, potem če bo dobra kuhnja, bo to vi povedali. Ne, da je v resnici povedano, da je po pravici, ne, že kuhamo nekaj časa, bo kmali, upam, do konca maja, do konca junija, da bo šel že tretji CD skupine Baka Evolution. Zdaj smo v študiju, snemamo in upamo, da res bomo končali to delo, preden se začne drugo veliko delo, ki bo senjam beneške pjesmi. In mislim, da bi lahko izkoristili to priložnost, da bi povabili vse mlade in manj mlade, da bi nekaj napisali za Da bi napisali, saj nas videta po vse rode, nas lahko pokličeta, saj je tudi napisano tam na časopisah. Do kada je cajt za napisati pjesmi za senjam? Do 31. maja, recimo. Allora è puno cajta. Manj kukar zgleda. A še eno reč, kada bo senjam se že vejo date? Ja. November, ja. 8. 9. Sabota, nedelja. November, ja. Torej smo vse povedali, vas lepo zahvalen in... Kje boste imeli prvi koncert, da bom vedela, da bojo že znali naši? Surprise. In se dosta ne boste igrali tle na našem placu pred slovenskim multimedijskim Gotovo. Za kam je lepo? Gotovo, bomo igrali za našo Marino. Ne, za naš smo boste igrali. Ja, gotovo. Okay. Dijela se tjedan. Od jutra do noc. A gledaš ulic. Od težu zadanjih reči. Kate otak. Iz Nediških dolin.
Prijatelji Sremskega pusta se srečajo v Srednjem v nedeljo 9. februarja ob 6. hampu zvečer za ogledat posnetke prejšnjih pustov. V nedeljo 16. februarja v telovadnicu na Lesah ob 5. ur popoldan bo 7. hrupno srečanje. Organizava kulturno društvo Rečan. Prolog v Matajur organizava ponočni pohod s časpami na Matajurju v soboto 15. februarja ob 7. ur zvečer. In še se bo tudi letos ponovilo srečanje pod naslovom Benečija v skupnem slovenskem kulturnem prostoru. Prireditev se bo začela v Slovenskem kulturnem centru v četrtek v Špetru 20. februarja ob 7. ur zvečer. V petek 21. februarja ob 7. ur zvečer bo pa v Kobaridu v dvorani doma Andreji Manfrede. Manifestacija se bo zaključila v nedeljo 23. februarja ob 6. zvečer v kulturnem domu Kobaridu z beneškim gledališčem, ki predstavi komedijo Hipnoza. Za danas je vse, se slišimo spet čez en teden, en lep pozdrav iz Benečije.